V Črnomaljski kleti, kjer so sklenili letošnji 7. teden Portugalke, so v 7 večerih obiskovalci popili več kot 500 litrov Portugalke in pojedli skoraj 300 kilogramov pečenega kostanja. Obisk je bil pa super. Po mnenju strokovne komisije je, že drugo leto zapored, najboljšo Portugalko pridelal Martin Pečarič, predsednik Društva vinogradnikov Metlika, po mnenju obiskovalcev pa družina Hoznar iz Ručetne vasi. Ta Portugalka je pač taka, kakšna je, mlada, iskriva, dobra. Ali se mi je posrečilo, ali je pa to že znanje. Ko bo tretjič, bo pa sigurno znanje. Bo že držalo, saj so Pečaričevo Portugalko ocenili kot najboljšo tudi obiskovalci prireditve Mlada Portugalka na metliškem grajskem dvorišču, kjer je to mlado vino ponudilo v pokušino 12 belokranjskih vinarjev. Vsak med njimi je svoj delež prispeval tudi v skupni sod, iz katerega so natanko ob 16. uri pričeli točiti mlado vino. Nekako nadaljujemo to zgodbo sosedskih zidanic, ko so pobirali od hiše do hiše in je vsaka hiša prispevala nekaj vina. To zgodbo tudi mi želimo obuditi s tem skupnim sodom. Mlada Portugalka pa je uspela povezati tudi vse belokranjske vinogradnike in vinarje, saj so predsedniki vseh 3 belokranjskih vinogradniških društev na metliškem grajskem dvorišču podpisali listino o ustanovitvi Združenja belokranjskih vinogradniških društev in se tako zavezali k sodelovanju in usklajenemu delovanju vseh belokranjskih vinogradnikov in vinarjev. Cilj seveda je kvaliteta naših vin in širen trg, ki ga lahko potem skupaj lažje obdelamo. Da je dobro sodelovanje v skupnih projektih pot do uspeha, pričajo rezultati skupne promocije Mlade Portugalke.